Najprej prav lepo pozdravljam našega gosta, Kazimirja Kolarja in njegov glas noči, se pravi njegov prvenec. Takoj zatem pa pozdravljam vse vas in sicer tiste bralce, ki ste že prebrali ta roman. Tistih bomo najbolj veseli, ker se bomo lahko malo pogovarjali. In vse ostale, ki še niste prebrali, pa ste mogoče prišli sem tudi zaradi tega, da bi videli, če se splača prebrati, oziroma vas bomo mi motivirali, da boste ta roman potem mogoče prebrali. Enkrat sem že omenila izraz prvenec in ko sem doma razmišljala, kako bi sploh vodila tale pogovor, sem nekako razmišljala tudi o tem, da imamo vedno zelo veliko metod in tehnik, oziroma različne prijeme, kako uvedemo določeno stvar. Ko pa se znajdemo pred prvencem, pa se mi zdi, da obstajata običajno samo dve situaciji, oziroma dve razpoloženji. Eno je malo tesnobno, glede tega, ker o knjigi še ni veliko napisanega, se pravi tisti, ki bo zdaj razpravljal oziroma vodil pogovor, ne ve veliko in si nekako praska tiste informacije, ki so. Druga je pa taka radostno odprta situacija, to pa pomeni, ker še nimamo veliko napisanega, lahko malo bolj prosto interpretiramo, lahko mogoče tudi kakšno stvar smo prvi, ki jo definiramo in jaz sem se seveda izbrala, kot me že poznate, drugo situacijo, torej ne bomo izhajali iz te tesnovne situacije, ampak bolj iz tiste vesele, ko lahko na novo nekaj povemo, oziroma ko slišimo nekaj, kar še najbrž nikjer nismo slišali, oziroma kar še nismo nikjer prebrali. Da bo pa lažje na začetku predstaviti, vendarle bom pa najprej izhajala iz avtobiografske metode, se pravi, da bom povedala najprej nekaj o pisatelju, ki ga verjetno vsi še ne poznate, potem pa bova postopoma se oprijela knjige in bo seveda vam Kazimir veliko povedal v svoji knjigi. Bi ga kar predstavila, torej malo bom še gledala oblonk listek, ker vseh podatkov si pa vendarle nisem mogla zapomniti. Rodil se je leta 1979 na Vrhpolju pri Moravčah, tule je diplomiral, se pravi, že dobro pozna našo filozofsko fakulteto in sicer iz latinščine in filozofije. Po študiju pa je vpisal še babištvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in ga leta 2012 končal. V življenju je počel vse mogoče, se ste videli mogoče že iz tega, da ima 3 zelo različne smeri. Zdaj pa pravi, da njegovo babiško in filozofsko poslanstvo usmerja proti literarnemu polju in pa da sodeluje z revijo Šum. Jaz sem torej čisto na kratko predstavila, bi mogoče vi še kaj dodali k tem podatkom, ki so bolj tisti res, kdaj se je kdo rodil, kaj je naredil. Še kaj bi povedali? Ne vem, povedal bi to, da nazadnje sem bil v tej hiši natanko pred 10 leti, ko sem imel strokovni izpit na latinščini pri profesorju Marinčiču in pri profesorju Babiču, ki sta na meni izvajali neko torturo, prevajati sem moral nek odlomek ustno iz satirikona, iz tiste Trimalchionove večerje, ko se ga Trimalchio totalno napije in potem rečeš, da je pa dost, da bom prizoril svoj pogreb in potem se uleže in potem narekuje svojemu temu sužnju, kako bo izgledal ta njegov, ko se temu reče, nagrobnik oziroma... No, mislim tako, 10 let je že od tega in takrat sem se tresel kot šiba, danes nekaj podobnega. No pa jaz upam, da ne bom take torture izvajala, tako da, ja, še prej sem pa pozabila povabiti vas, torej, da lahko kadarkoli, ko bova se midva pogovarjala, poveste svoje vprašanje, lahko seveda potem tudi na koncu, ali pa kakšen komentar ali karkoli, Mogoče je dobro, da začnemo kar s prvim odlomkom, ki se mi zdi zelo udaren, torej sam roman poseže v dogajanje kar tako imenovano in medias res. In sicer že tako na prvih straneh beremo o nekem dogodku, ki je za marsikaterega izmed vas nekaj posebnega. To je porod, torej znajdemo se takoj v porodnišnici, kjer se pojavi zmeda
namreč porodničar ne ve, kako bi reagiral in zaradi tega, ker je mož te ženske, ki rojeva, jezen, udari porodničarja po glavi, porodničar se pa potem zbudi naslednji dan z glavobolom. Hkrati bomo potem, ko bomo prebrali naprej, videli, da se ne pojavlja samo ta poklic, torej porodničar, ampak da glavni lik, ki je prvoosebni pripovedovalec, opravlja še več poklicov. Je zgodovinar, je pomočnik hišnika, tudi neke vrste čistilka, če lahko tako razberemo. Hkrati tudi malo poskuša gojiti travo, vse veste katero, ne tisto, ker kosimo. No, in zaradi tega bi lahko rekli, da gre za pravzaprav raznovrstnost pripovedi. Kako bi vi komentirali takšno pestrost različnih poklicev, oziroma a je to kaj povezano tudi mogoče z avtobiografičnostjo? Ja, na začetku bi povedal glede te poškodbe. Celoten roman, celotna pripoved je v bistvu posuta z nekimi traumatičnimi izkušnjami. Zdaj ta poškodba na začetku je pač mogoče najbolj spektakularna in nekako celotna knjiga zastavlja bralcu mogoče to uganko, da razbere, kaj je pravzaprav tisti vzgib, ki pravzaprav naredi pripovedovalca takšnega, kot je. Namreč ta pripovedovalec je v bistvu psihotičen, kar ne pomeni, da je seveda nezamisljiv, ampak to ne pomeni, da zdaj pač, da je totalno zmeden. Še zmeraj ima neka poročila, ki so sicer nekoliko čudno zapakirana, ampak jih v bistvu lahko razumemo. Se pravi, zdaj psihoza ima lahko več teh vzrokov, zakaj pride do nje. Lahko je pač vzrok tudi pač to, kajenje prepovedanih substanc, ali pa je, pač na koncu lahko tudi posledica neke čist navadne epizode, v tem subjektovnem smislu, da pač je on pripričan, da je doživel neko srečanje ali pa da je imel neko epizodo z nekimi paranormalnimi silami ali pa z duhovi v tem smislu. Tako da v bistvu je zelo odprto, ne ve se točno, zakaj v bistvu zdaj ta pripovedovalec postane psihotičen, nor, če je to ustrezna beseda. Kar se pa tiče te strukture, kot ste rekli, to se mi zdi pa res ključno vprašanje. V bistvu dejstvo je, da ta pripovedovalec ima neko zelo bogato zgodovino, ki je zelo raznorodna, bi rekel. In zdaj, seveda, imel sem problem, kako zdaj sestaviti to celoto, kako sestaviti roman, ker zdaj, če bi vse te življenjske postaje poskušal razložiti po neki časovnici ali pa na nek logičen način, potem bi sploh se ne zna predstavljati, kako bi to izgledalo. Se pravi, da v bistvu na koncu je ta roman, lahko rečemo, mislim, da razpade na štiri podobe. Se pravi, ki so seveda neke življenjske postaje tega glavnega junaka in so druga na drugo so nekako heterogene. Hkrati pa v bistvu, vsaj jaz imam tak občutek, ne vem kako, če kdo to bral, v bistvu te podobe med sabo komunicirajo, imajo neke stike, ne vem, med njimi bi lahko rekel, da poteka neko zrcaljenje. Ne vem, če je kdo bral, če je dobil tudi podoben vtis, to prepuščam vam. Se pravi, to je tako bi se opredelil glede strukture romana. No, omenili ste že tudi nezanesljivega pripovedovalca, ki je recimo pojav, ki se v današnjem sodobnem slovenskem romanu kar večkrat pojavlja, je pa seveda tudi pogost v evropski oziroma svetovni književnosti. Tule ste zdaj povedali en razlog, psihotičnost tega nezanesljivega pripovedovalca. A je mogoče še kakšen drug razlog? Seveda, mi si zdaj vsak po svoje lahko razlagamo, ampak recimo, če gledamo strukturo, a ste še z kakšnega drugega, sigurno je vplival na strukturo, je še kakšen drug razlog, da ste recimo ravno nezanesljivega pripovedovalca upeljali? Mislim, nezanesljivi pripovedovalec je bil že od začetka ta ideja, da bi, mislim, čist
tako na tej osebni ravni nikoli me niso zanimali, nikoli se niso zanimal za dolgočasne ljudi, vedno so bili zanimivi ljudje iz ulice, ne vem, psihotiki so moji najljubši prijatelji, mislim, če tako povem. Mislim, od njih sem se res ogromno naučil. To pa zato, ker imajo neko svojo logiko, imajo neko svojo hitrost, imajo neko svojo intenzivnost, spravi so, pravzaprav, po mojem mnenju so pravzaprav ravno to zanesljivi pripovedovalci. In za psihotike bi rekel, da bi zanesljivo pisali super romane, ampak problem pri psihotikih je v tem, da oni sploh nimajo te ideje, da bi šli to napisati. Zato, ker oni itak, zakaj bi napisal roman? On v bistvu že itak je roman, živeči roman. V bistvu, to je zelo fascinantno, no, iz večjih vidikov, psihoza, psihotiki. Pa vam je pri tem, recimo, ko ste upodobili pravzaprav različne zavesti glavnega pripovedovalca prvoosebnega, pomagalo tudi kaj znanje, vedenje iz šole, ki ste jo po filozofski fakulteti dokončali? Ja, seveda, mislim, to ja, ne. Ampak ne v tem, mislim, zdaj, ta diskurs, ki sem ga uporabljal, ne, je seveda še zmeraj vpet v ta psihotični diskurs. Seveda je ogromno nekega tehničnega jezika, ne, mislim, tega porodniškega žargona, kot recimo tudi ta diskurs, ki opisuje, ne vem, gojenje trave. To je spet nek diskurs, ne, ki je spet zelo tehničen, zelo specifičen. Ja, mislim, to je v bistvu pomagalo, ja, mislim, da sem zapolnil to praznino, ne, ker roman je v bistvu, mislim, večji projekt, kot si mogoče na začetku misliš. Najprej zelo samozavestno pristopiš k stvari in mi rečeš, bom to napisal v 2-3 mesecih, ker sem jaz in potem v bistvu se ta 2 meseca raztegnete na 2-3 leta ali pa na 4 leta, pa v bistvu so še nejasnosti, ne, še zmeraj bi lahko kaj izpopolnil, ne, tako da, ja. Ker imamo tule zdaj sigurno v tem prostoru nekaj mladih, ki bi se tudi radi lotili ali so se že lotili pisanja romana in so ga tudi že napisali, vseeno poznam. Je pa mogoče zanimivo za njih to, kako pa ste recimo vi tudi z tehničnega stališča, ne mislimo zdaj, da nam boste pripovedovali neke intimnosti, ne, ker to se nas podobi, ampak recimo, kako ste pa pristopali, a ste stvari plastili, a ste recimo eno stvar že napisali, pa potem popravljali, ali ste bili recimo tako, kot so nekateri avtorji v Sloveniji, je zelo malo, recimo Cankar, da je kar napisal, pa je samo rahlo kakšno stvar popravil. Ne, na začetku so bili to neki pogojno rečeni, neki, niti ne dnevniški zapiski, ampak neke epizode. In potem se je to začelo sestavljati in na začetku so bile stvari preveč tako mislim, nekaj vulgarne, no, čeprav mogoče to tudi ni primeren izraz, ampak včasno sem začutil to potrebo, da je treba vse skupaj opremiti z nekim literarnim nabojem, mislim, in potem je nastalo to, kar je, no. Mislim, precej sem gnetil ta tekst, no, res je veliko verzij, ogromno v bistvu, ogromno je zavržega materijala, v bistvu. Greva še malo k glavnemu liku, to je Kazimir Lamprecht, ki je, kot so že rekla, v stanju različnih zavesti, upravlja različne poklice. En podatek je pa tudi, da bere Heglovo fenomenologijo duha, hkrati pa tudi sam roman nas nekako že napotuje proti Heglu, ker je tudi citat na začetku že iz Hegla. In glede na to, da dejansko potem roman pred nas razgrne 4 ali pa vsaj 3 recimo različne tipe zavesti, je tukaj, se mi zdi, smiselno vprašanje, kako je na eni strani, kako vi sami razlagate to paradoksalnost, ki sem jo jaz opazila. Na eni strani imate zelo realističen tip govora oziroma realističen način pripovedovanja. Ne natančno opisujete, kaj se zgodi v porodnišnici, recimo kako zgodovinar
se ukvarja z mulci, recimo, ne, kako mu nagaja in tako naprej. Po drugi strani pa nekako pripoved hoče opisati vse te zavesti, ne, recimo v stilu Hegla, ki se tudi sprašuje, kako je duh zgrajen in se recimo ravno s to ključno knjigo Heglovo približuje različnim tipom stanja duha oziroma zavesti. Kako bi recimo razložili to paradoksalnost? Na eni strani torej realističnost, natančen opis, niste se odločili recimo za modernistično tehniko, notranji monolog, recimo doživljanje govora in tako naprej, hočete oziroma opisujete pa zavest. Ja, ta dvojnost, mislim, izhaja iz tega, da ideja je bila v tem, da je treba napisati res nekaj, kar je avtentično, spravi res nekaj, kar pravzaprav izbruhaš iz sebe. Spravi, ogromno, mislim, če je to bral, ogromno je te asociativne pripovedne tehnike. Spravi, jaz to imenujem nekakšna jezikovna evakuacija, tako kot kirurg prereže tisto gnojno rano, da se ta gnoj izteče ven, ne. V bistvu sem tudi jaz na sebi naredil nekaj res in sem vse te zanke, vse te simbolne zapore pravzaprav nekako zbruhal ven. To se mi zdelo, to se mi zdelo legitimno iz vidika avtentičnosti. Na drugi strani sem pa v bistvu mislil tudi na bralca. Nisem izdel, tudi zdaj se mi ne zdi pravično, da ne vem, da v bistvu nekdo bere, mislim, dohkrat se mi je zgodilo pri slovenskih knjigah, tudi pri tujih, no, da kupaš knjigo, pa v bistvu, pa je to roman, pa ga vzameš s sabo na morje, pa v bistvu potem bereš in ne veš nič, ne, sploh ne veš, kdo, kaj se je zgodilo, mislim, da bi se vsaj kaj naučil, ne, mislim, to se mi zdi kar malo tako, no, ne vem, ne zdi se mi pravično, no. Se vam zdi preveč larpogratistično, mogoče umetnost zaradi umetnosti? Ja, mogoče tudi tako, ampak ne vem, meni se zdi, da ni nič slabega, če ima, ne vem, umetniško delo na sebi tudi nekaj didaktičnega, ne vem, oziroma da bralec pozna tudi neke zakone sveta, ne vem, pač to se mi zdi super, no, ne vem. In ravno z tega vidika v bistvu se verjetno ustvari ta vtis, ko so ga vi ljubili, ne, da na drugi strani pač to objektivna zakonitost, mislim, kako deluje kot svet, ne. To se mi zdi smiselno, no, ne vem. Tako nekako bi oblikoval moj odgovor. Ja, poleg te realističnosti, ki sem jo omenila, ki je v bistvu ravno to, kar je zdajle trenutno zelo značilno za slovenski roman, ne realističnost, pa tudi naturalističnost, je pa vendarle v Kolarjevem romanu nekaj, kar pa znatno presega celotno zbirko romanov, ne? Ker če smo zdaj izpostavili nekaj, kar je recimo tipično za trenutno stanje, ne? Ker je zgodbenost recimo v ospredju pri romanih, kjer se nekako več navezujemo na tako imenovane tradicionalne romane, kot recimo na modernistične, bi pa recimo v njegovem romanu opozorila na nekaj, kar mislim, da še ni kritika na to opozorila, in sicer gre za odstopanje od teh množic romanov, ki si zelo prizadevajo za bralčevo naklonjenost s tem, da pišejo privlačno zgodbo, da je ta zgodba recimo zelo napeta, da pravzaprav pojasnjujejo stvari, po eni strani se hočejo bralcu prikupiti, ne, pripoved, jaz to pripoved imenujem prijazna pripoved, medtem ko v prvencu Glas noči vidimo, da roman odstopa od linearne logike, kar je zelo, zelo pohvalno. Namreč najlažje je pisati linearno, ne od začetka do konca, nekje smo začeli, potem končamo in smo pojasnili vse stvari. To se mi zdi znatno pozitivna lastnost. Druga je pa ravno to, da se ukvarja pripoved s subjektivnostjo, ki jo do zdaj nismo na tak način spoznali. Naprimer,
to, kar smo že zdaj govorili o fluidnosti zavesti, je na drug način, kot smo ga mi recimo že vajeni. Individualnost je prikazana na drug način. Tretja stvar pa, ki jo je zdaj ravno kot pisatelj omenil, je pa ena taka, se jaz bi jo imenovala subtilna angažiranost. In sicer, da vendarle roman hoče nekaj povedati oziroma tudi mogoče poučiti. Pa bi mogoče zdaj nekaj besed o tem, ker je vendarle pripovedovalec mlad, ne, se znajde v različnih situacijah, predvsem išče službo, to so tudi situacije, ki verjetno vas čakajo, oziroma tudi mora menjati službe zaradi tega, ker ne dobi pravih služb. Kaj se vam zdi, kaj bi bilo tisto, recimo, kar ste vi mogoče hoteli sporočiti mladim s tem romanom? Ker vendarle gre za mlade like, ne? Spravi, sej, to sem nekako omenil, ne? Na nek način vrednost romana mogoče ni samo v tem, da pač pokazuje vso to socialno negotovost, v katero prej slej pride posameznik, vse te pasti, ki prežijo na vseh koncih in v vseh oblikah. Tisto, kar se meni zdi tudi zelo pomembno, je to, da v bistvu zdaj na vratu trkajo nekaj. Dejstvo je, da pravzaprav da nastaja nek nov tip subjektivitete, no? Tako občutek imam jaz. Skladno s tem pravzaprav nastaja tudi neka nova estetika. Zato, ker dejstvo je, da pravzaprav 30, zdaj so, ne vem, že 30 let so na svetu pravzaprav računalniške igre, potem sem video igre, zabavna elektronika, tako naprej, internet, prav tako, ne, recimo 15 let nazaj se še spomnim, je bil internet skoraj naprava, že v bistvu to je bilo nekaj, na kar si se priklopil. Danes v bistvu sploh, danes nam internet ne določa samo tega, kako razmišljamo, ampak tudi to, kako pravzaprav čutimo, ne. In ta nova estetika, na katero sem mogoče tudi želel upozoriti, pravzaprav ta prva poteza je ta hitrost, ne. Hitrost in na drugi strani ta intenzivnost, ne. Se pravi, vsaj v prvih dveh podobah so, ne vem, če bi bral, ampak so hitrosti zelo velike, ne. In ravno zaradi tega, ker so hitrosti velike, sem moral v bistvu to pot, ne, postudi z nekimi intenzivnimi točkami, ne. Če tega ne bi bilo, ne, potem bi imeli občutek, da smo v nekem praznem prostoru, ne. Se pravi, velike hitrosti zahtevajo velike intenzivnosti, ne. To se mi zdi pač neka nova estetika, zdaj, ki se mi zdi, da pač, mislim, nekako sem pripričan, da vstopamo v neko novo ero, ki je pravzaprav določena s temi videoigrami, ne. Če so bile prejšnje epohe določene s filmom pa glasbo, so v bistvu tudi mlajše generacije nekako drugač čutijo, se mi zdi, zaznavajo svet, no. Se mi zdi, da tu so tudi neki, v tem romanu so določeni prijemi, ki bi znali opozoriti na te premike v estetskem smislu. A mogoče lahko kakšnega posebej izpostavite, ker recimo, ko bodo odprli romana, ne, da bi se tako lahko zapičili ravno v ta postopek? Ne vem, mislim, ne vem, če preberem kakšno to hitrostno, ne vem, tako se mi zdi, da bi najbolj predstavil. Prosim, ja, to se mi zdi bilo najboljše. Kako hitrostno, mislim, želel sem, na neki točki sem želel v bistvu čim bolj, na čim krajšem prostoru izraziti čim več. Se pravi v tem smislu. Zgoščenosti tudi najbrž, ne? Ja, tako, pa osredotočenost na bistvo, no. Mislim, določene stvari so bile prej pač, tekst je bil prej tekst je bil malo večji, ali kako. Potem sem pa vse to skupaj v bistvu zreduciral. Ne vem, recimo...
šel v ta diskurs, mogoče nekaj drugega. Tole recimo, ne vem, tip na YouTubeu je bil bolan, prebral sem ga v pol sekunde, klinični primer, velik mozolj na bradi, ves bled, fibromi po vratu, po brveh, cel dan pred računalnikom, slaba drža, asteničen, kurja prsa, slaba hrana, navličen glas, kretnje lenivca. Tako bi ga jaz opisal. Ampak mene to itak ni nikoli motilo. Vedno sem imel rad norce, oboževal sem jih. Poročanje o čudežih, poročilo o izrednih dogodkih, digresije pri Liviju, ko opisuje Hannibalovo prečkanje Alp, participi prezenta, ki slikajo Hannibalovo brado škrlatne barve, neobriti Švicari, Montani, naslone mečejo skale, zapičeno kamne v telesih afriških živali, preplašeni konji v strmi alpski steni, razget, kopita plešejo po zraku, prtljaga pada, se odvezuje, kotali se v prepade, polivanje vina v skalne razpoke in sežiganje kresov pod skalami. Tako naprimer, to je tak, ne vem, za občutek, da dobite to občutek ritma. Pa bi vi recimo, glede na to, da gre tukaj za zgoščeno naštevanje, ne? A ste vi računali tudi potem na različne asociativne zgibe, ali ste bolj na to, kako recimo deluje zdaj drugače naše zaznavanje, ko se nam hitro slike recimo tudi na internetu ali kjerkoli nizajo pred očmi? Ne, mislim, vse sem tudi na asociativne zgibe računal, ne, ampak nisem hotel zdaj pač samo to hitrost predstavljati, hitrost zaradi hitrosti, ne. Mislim, seveda sem ljubitelj podoba, ne, ampak seveda zdaj, če to nič ne asociira, potem se mi zdi to neko prazno, se mi zdi, ne vem, intelektualiziranje ali kaj ne naštevanje, no. Ne vem, če sem odgovoril. Ker tule se zdaj, ker ste prebrali, ste pravzaprav zgostili in sedanjost in preteklost, ne, ker gre vendarle za zgodovinske slike, kako preko Alp gredo sloni in tako naprej. Ne? A je še kaj takšnega, kar smo zdaj preslišali, ker ste hitro prebrali? To je, mogoče to tudi vpliv latinščine, no? Ker latinščina je nek tak super jezik, ima neverjetno moč razlagalno. Verjetno zaradi tega, ker razpolaga s 3 participi in v bistvu latinski jezik v bistvu s 3, ali pa ne vem, malo pa tiran, 4-5 besedami upiše neko kompleksno situacijo, ki bi jo recimo, ne vem, v slovenščini moral razvezati, mislim, določen stavek latinski bi moral pač razvezati v te odvisnike, ne? In v bistvu dobiš eno tako meglo. Medtem ko recimo latinščina pa, ne vem, ko bom imel neko čas, bom razvil teorijo, da latinščina ni človeški jezik, ampak to nekam, da nastal po neki božji intervenciji, v tem smislu, no? Ker je v bistvu, je to recimo, ko bereš, ne vem, Horacijeve verze ali pa ne vem, kar čutiš to, kot da v bistvu, kot da teče tak bronen veter, kot eno tako kovinsko začutiš, eno tako kamnitost, ne, ker seveda je smiselno, saj latinski jezik, sintaksa, morfologija se je razvila v komunikaciji s kamnom, seveda zakone so morali pravzaprav urezati, incizirati, ne, v material, ne, in je zaradi tega pač zelo hkrati univerzalni jezik, hkrati pa izredno točena, ne, in recimo, da sem pač tudi to poskušal doseči s to redukcijo pripovedi. No, sva se že malo pogovorila o porodničarstvu pa o latinščini, zdaj pa še jaz, ker kot odgovor na vaš citat prebrala tudi en citat, ki pa se malo bolj dotika filozofije, pa bi mogoče potem še nekaj o tem citatu rekla. Zakaj se, to je na strani 23, zakaj se ne maramo? Nekaj bolnega je v nas. Plaval sem po deželi naši. Heideggerijanci, Lakanovce, analitiki, zgodovinarje, Wittgensteinovci, Heglovce, ginekologi, pediatre, anestezisti, kirurge, internisti, neurologe, medicinske sestre, babice, asistenti, novince, novinci, študente. Mi nismo normalna država. Samo uničenje, cinizem. Kako bi razvili misel iz tega, oziroma kako bi komentirali ta? Zelo mi všeč, da ste našli tak zelo
tak pasus, ki je zelo, mislim, ki ga lahko razvijaš v več smerih hkrati. Mislim, že na začetku imaš to aluzijo na tega, šalbu, na tega pesnika, ne, ko... Hodi po zemlji sem naš in bil neprelesti. Tako, ja, v bistvu, to je ena taka... Duma, ne? Ja, to je bila kar udarna pesem, da je on moral pač biti v zapor za te pesmi. Ampak ja, pač, jaz sem Mirko Lampret je pač malo bolj marsovski tip človeka in on je pač to po svoje opisoval. Ja, pač opisuje to naravno stanje, kaj jaz vem, to, kar se v bistvu v Sloveniji dogaja, ne, to, kar se v tej hiši dogaja, ne, to, kar se v porodnišnici dogaja, ne, da imaš pravzaprav neke stranke ali ne, neke stroke, ki so v medsebojnih sporih ali pa celo v vojnah. Ne, in, to je v bistvu cinizem v čisti obliki. Ne. Vse te stranke. Ne, in, to je v bistvu izkušnja sveta. No, ne. Dokler nisi v neki hiši, ne, imaš neko lepo predstavo, imaš neko celoto, potem pa, ko prideš v hišo spoznaš. V bistvu vidiš, da je razparcelirana in da je pravzaprav vse skupaj eno polje antagonizmov. Tako, nekako bi to razložil, to zadevo. Mislim, zdaj lahko ta pasus lahko razumeš v tem ciničnem smislu, lahko ga razumeš mogoče na ta hegelovski način, pač družba sploh ne obstaja. Mislim, družba ne obstaja, če ni teh nasprotja, pa zgodovina tudi ne obstaja. Ne? Lahko ga razumeš v tem psihotičnem smislu, svet bo zdaj razpadel, ne? To je ta perspektiva psihotična. Zdaj, psihotična zavest to ni nek bao, ne? Mislim, to ni zdaj neka konfuzna slika. Ne? V bistvu gre samo za ta občutek, da je pač svet tik pred propadom. Ne? Svet ni še propad, ampak v naslednji sekunde bo pa, ali pa naslednji dneh bo pa propadal in bo zdrsnil v ta kaos. Ne? Mislim, tako bi nekako okarakteriziral ta odlomek. No? Sicer, zdaj sva zaključila tam, jaz sem zaključila tam, kjer ste govorili o samodestrukciji Slovenije. Najbrž je bilo mišljeno tudi kaj bolj univerzalnega, ali samo za Slovenijo tako kaotično razpoloženje značilno? Jaz je v bistvu podoben, v tej prvi podobi je pravzaprav nekaj podobnega, tudi rečem, sem omenjam tudi to zgodovino, ne, ki je pravzaprav spet razklana. Ne. Se pravi, so tudi neki, to je tudi zdaj pač omemba družbe, na nekem drugem koncu omemba zgodovine, je možnost teh različnih interpretacij in tako naprej. Mislim, kaj je vprašanje, če nam to... Ja, če je to mišljeno univerzalno, ali izhajate iz te slovenske izkušnje? Lahko je to tudi mišljeno univerzalno, v tem Hobbesovskem smislu, pač vsi se družba ne obstajajo samo posamezniki, ki se grizajo in tako naprej. Ne? Mislim, da so to nekaj univerzalna ideja, ki je temeljno v bistvu v politični filozofiji, več tako gledamo. Lahko je tako mišljeno, ja. Kako pa recimo v takem predkaotičnem stanju, če zdaj povzamem po vas, kako pa funkcionira književnost, oziroma kakšno pa je, glede na to, da pač glavni lik se ne ukvarja s književnostjo, ne, preko glavnega lika ne moremo videti njegovo nagnjenje oziroma njegovo razumevanje književnosti. To je v bistvu vprašanje za vas, ne, za pisatelja. Kaj se vam zdi, kakšna je vloga književnosti danes, oziroma bolj konkretno vloga slovenske književnosti v takšnem svetu, ki ga seveda roman prikazuje? Jaz literaturo doživljam mogoče na malo tak drugačen način. Prepričan sem, da literatura je nekaj, kar je bistveno povezano z dogodkom. Spravi, večkrat ko me vprašajo, kako doživljam literaturo, književnost, vedno rečem, da je moja književnost zvestoba dogodkov. Spravi, mora priti do avtora, pa protagonist pripovedi, mora priti do nečesa, kar ga presega. Mislim,
če do tega ne pride, potem se mi ne zdi vredno pisati. No. In ko mi bo enkrat zmanjkalo teh dogodkov, enostavno pač ne bom več pisal, ne. Tudi če mi bo, ne vem, urednik prosil, da je pač napiš, enostavno pač ne bo šlo. Ne. Se pravi, literatura je po mojem mnenju nekaj zelo resnega, mislim, dosti nevarnega se mi zdi. Je, v bistvu, literat se mora do skrajnosti v bistvu izpostaviti dogodkov, mora iti na rob, mora v bistvu, mora iti v to, mora vstopiti, mora tvegati ta skok v brezno, v ta antiliterarni prostor. Mogoče mora celo zasovražiti literaturo, tako kot sem jaz, in sem za nekaj časov posem pustil. In ravno na ta način se mi zdi, da potem lahko obogaten pride nazaj v literarni prostor in nekaj novega prinese, mislim, vnese neko pestrost, neko smiselnost. To se mi zdi ključno. No? Mislim, v to res verjamem. Mislim, ni veliko stvari, ki bi jih verjel, ne? Mislim, sploh ne v današnjem ciničnem svetu, ampak v to res verjamem. Tako da to je neke vrste celo vera, ne vem, kredo, ne vem, kako bi povedal. Recimo tako, no. No, to je zelo optimistično stališče, glede na to, da jasno sem namerno vprašala, ker vsak literat nam vedno pove to optimistično. Če ne bi bilo tega optimističnega stališča, ne bi ničesar napisal. Ne? No, in se mi zdi, da ravno v vašem romanu, ko se pač niti eden ne sprašuje o književnosti, ne? Včasih neki liki razmišljajo, naprimer, o književnosti, umetnosti in tako naprej. Ne? Vse skozi pa se mi zdi, da krožijo okrog bistva življenja, okrog nekaterih resnic, ki so vendarle tipične za umetnost, ne? In za književnost samo. Mogoče se zdaj že bližava koncu, pa bi glede na to, da smo tako optimistično nekako zaokrožila, še samo eno besedo o tem, koliko pa recimo ta filozofski jezik, ne, ki ga sigurno vi obvladate, pa recimo nekateri tule, ki zdaj poslušamo, ne, koliko je pa lahko moteč pri recimo ustvarjanju podob. Se vam zdi, da je to, da ste filozof, vas lahko zavira pri določenih stvareh, ki pač ne morejo biti več samo naravnost, ampak vedno grejo prek nekih sistemov, recimo že prek fenomenologije, duha ali kakorkoli. Ja, to je nevarnost. Ne? Jaz sem se temu poskušal izogniti, čeprav ne popolnoma, ampak mislim, da filozofijo uporabljam v toliko, kolikor v njej najdem neke produktivne izhodišča oziroma neke vzvode, s pomočjo katerih potem nastane nek nov svet. Zato mogoče Hegel, ker Hegel v bistvu trdi, da je v bistvu pogoj kreativnosti, da je to zelo parafraziram, pravzaprav to, da ti začneš čiste niče. Zato mogoče tudi on govori o tem, da je treba skočiti v brezno, mislim, to so ne take romantične metafore sicer, ampak se mi zdi, da res, ja, pravzaprav iz neke ničle, ali pa mogoče iz nekega, kot sem prej omenil, iz nekih antiliterarnih motivov, se mi zdi, da mora, ne vem, mislim, hočem povedati, da dosti mi tu je to, recimo, ko nekdo hoče napisati nek literaren tekst in potem namesto, da bi bil obseden z dogodkom ali pa s tem robom, postane obseden s teorijo, ne? Ker se mi zdi, da je, mislim, to zelo kontraproduktivno, se mi zdi, da to uniči vse, ne vem, ne znam si predstavljati, no? da bi z tega kaj dobrega nastalo, mislim, teorija, ne? Mislim, teorija je čisto v redu, ne? Dokler ima to navezavo z nekim primarnim objektom, ne? Ampak ko začne v bistvu se ponavljati v teh svojih, pa obračati v klišejih, pa ne vem, kako. Ker smo že midva zdaj malo filozofirala, mislim, da je že čas, da dava tudi besedo našim poslušalcem, bralcem ali tistim, ki bodo še postali bralci. Se vam je zdaj kakšna misel utrnila, imate kakšno vprašanje? Vprašajte.
Mislim, zdaj... Nažalost nisem še brala, jaz sem mislila danes kupiti knjigo, pa ni tako, ne poznam romane. Morda ste že povedali, mene zanima posebno vprašanje časa v naraciji. Vi ste povedali za linearno narracijo. Da ni linearna, ja. Ampak je kakšna krožna, kako je v grški epiki, ali so kroge, ki se nekje dotikajo in potem spet se oddaljujejo. Mislim, jaz imam nek odgovor. Kar te bo bolj zanimivo. Kako jaz to dojemam? Mislim, vse te podobe, ki so v romanu, so itak pač neki momenti znotraj zavesti, vse tako funkcionira to, ne vem, pač. Zdaj, če imamo to celoto, ki je v osnovi krožna, in tu je krožna celota, potem ni tako čisto vsem, ki je začetek pa konec, ker je v bistvu začetek krati konec. Mislim, časovnost je nekaj fascinantnega, ampak tu sem v bistvu jo izklopil. Ja, saj to je zanimivo, ne? Ker ravno zaradi tega, ker sem rekla, tukaj ne gre za, sicer se vam zdi, ne, na koncu se seveda roman mora končati, ne, je pika, je konec strani, se pravi, se mora končati. In konča se tudi s tem, da se ta preganjavica zelo povečuje, ne, ker že prvoosebni pripovedovalec sliši neke korake in jih dejansko že čuti, čeprav nihče tega ne vidi, ne sliši in tako naprej. Se pravi, bi lahko rekli neka notranja kohezija, neka notranja linearnost je, ampak to ni strukturirana linearnost, ampak gre za kroženje okrog, jaz bi rekla, da gre tukaj za neko tako polžjo strukturo, ne? Ko imamo nekaj jeder, se pravi 3-4 zavesti, potem se okrog tega kroži. Seveda pa mora roman nekje končati, ne? Torej konec in nekaj drugega kot zaključek, se to sem vam pa tudi že, ali če nisem predavala, pa še bom. Tako da se mi zdi, da tukaj je konec kar dokaj odprta, ne? Ravno zaradi tega, ker sicer mi preberemo, da on sliši korake, pa da se nekaj dogaja, seveda pa spet moramo razmišljati po svoje, kaj so zdaj ti koraki, s katero zavestjo jih lahko identificiramo in tako naprej. Hvala za vprašanje. Še kakšno vprašanje, kakšno mnenje? Želja se zdaj ga lahko, ker tukaj imate vendarle mladega pisatelja pred seboj, ne, vprašate tudi kaj takšnega, kar mogoče starejšega gospoda ne morete. Ne? Mislim, komu šla knjiga na živce? Tudi lahko poveste, jaz se ne bom nas zapomnila. Ker meni, zdaj, ko berem, mi gre malo na živce, v bistvu ta slog je preveč razsekan, ni mi všeč, tako da se lahko kamot javim, mislim. Ne, nobeden upa povedati nič. No, dobro, potem pa jaz mislim, da mi dva zdaj lahko zaključimo, kakšno nekateri rajši potem, ko je konec, ko formalno zaključimo, kaj vprašajo, ne pa kaj povejo. Tako da bi se jaz našemu gostu res lepo zahvalila. Jaz upam, da sva odprla kakšno okno, da sva recimo ene stvari, ki prej niso bile mogoče malo na drug način sestavila ali pa povedala skozi druge perspektive. Seveda pa ni bil namen, da bi zdaj tole pojasnjevala, ker branje prepuščamo vam, ne, in tudi zapolnjevanje vrzeli oziroma praznih mest, ki jih ta roman sigurno veliko ponuja. Hvala lepa.